Vsake preobrazbe življenjskega stila se je treba lotiti resno. In ja, ko se enkrat odločiš, pol je treba to speljati. Edo pravi, da je treba najprej pisati prehranjevalni dnevnik, mi bomo pa izvajali tudi meritve, tehtali se bomo, izmerili procent telesne maščobe in pa cilj si bomo postavili. Andrej, kjer del na tebi je najbolj suh? Jaz bi rekel, da je najbolj mišičast del, so moja meča. To, pa moja prsa še vedno poskakujejo, ne glede na to, kaj se je napravil čez njih. Tako da, ja, to. Pri meni pa ne glede na to, koliko se zredim, meča so vedno na svojem mestu. Daj mi ti povej, kaj običajno pripraviš za svoj zajtrk? Če bi ti dal eno hrano, da bi se ji mogel odpovedati, katera je tista, ki bi res ne bi mogel brez nje? Brez mesa ziher ne bi mogel. Brez mesa zdržim dan, dva. Kaj pa kosilo? Pripravljaš vsak dan? Kaj pa najljubša hitra hrana? Hamburgerji, karkoli z mesom, ok, kebab tudi, ampak hamburger, ne moram povedati, od kjer je znamke, ampak velik, z čim več plastmi pleskavic, ne, to je to. Eno zadevo ugotavljam, da si izredno sladko snedam. Ne, ko zdaj vem, recimo dan 4, 2 tosta, en svinjski zrezek na olju, krompir pa zelena solata, nič drugega. Ja. Cel dan. Ja. To je to. Tri zadeve sva zmerila, in sicer teža telesa, ne, to je tisto, kar pač si ljudje največkrat tehtajo, ne, stopijo na tehtnico in zdaj, koliko sem težek, ne, zdaj, če jim številka pokaže ful velik, to ni dobro, če jim pa pokaže malo, ne, je pa to ful dobro. Malo bo videla, da ni čist tako, ne, ker nas pravzaprav zanima sestava telesa, ne, kaj od teh 83,2 kg v našem telesu dejansko predstavlja maščoba. Ti si težek 120 kg in od teh 120 kg je dobrih 39 kg maščobe na tebi. Ne? Se pravi, če bi mi od tebe, ne vem, slekali to maščobo v nulo, ne, bi ti tehtal samo 81,4 kg. Ne? To pomeni, da je od teh 83,2 kg, kolikor si težka, v tvojem telesu, da se v tvojem telesu nahaja dobrih 31 kg maščobe. Recimo en lep rezultat, ki je dosegljiv, bi se vrtel tam nekje okrog 14% telesne maščobe. Se pravi, bi morali ta odstotek ravno razpoloviti. Bomo želeli ta delež odvečne maščobe prepoloviti, se pravi, da v telesu več ne bo 31 kg maščobe, ampak recimo, da bomo rekli, da jo bomo 15-16 kg izgubili, kar pomeni redno biti aktiven, držati se prehranjevalnega režima 15-16 tednov, na način, da se v enem tednu izgublja po 1 kg. Kar pomeni v tvojem primeru, da bi ob dobrem režimu, ob priporočenem načinu treninga in prehranjevalnem režimu, vse skupaj bilo pač izvedljivo tam v cirka 20 tednih striktnosti. Ne? To je pol leta, skoraj. Skoraj. Edo je res model. Odločil se je, da bo za nas pripravljal kratke, dobre in koristne informacije. Tako da, dajmo si pogledati prvi dobri nasvet. Ker prehrana predstavlja glavnino uspeha vsakega treninga,
je to področje, na katerem se dejansko splača največ delati. Vsak posameznik, ki si želi urediti prehranjevalne navade, je najbolje, da si spiše svoj prehranjevalni dnevnik. Ne gre za nič drugega kot za to, da si recimo cirka 14 dni beležite vse, kar ste zaužili, kajti samo na ta način boste lahko res natančno ugotovili, kaj vse ste pojedli. Od tukaj naprej boste potem dobili tudi kvalitetno informacijo, kako so vaše prehranjevalne navade pravzaprav sploh zgrajene. Imate vsa makrohranila in v kakšnem razmerju so vsa ta makrohranila med seboj. Na kratko, če pokomentiram videno, dve zadevi globalno se zdaj izpostaviti. Prva, ta te presenetila, ješ premalo. Tako da na nek način midva telo konstantno izpostavljava eni situaciji nekega navideznega stradanja, kjer se telo na vsak način krčevito bori za kopičenje energije. Uživaš absolutno premalo beljakovin, premalo maščob in pa preveč ogljikovih hidratov. Bi pa rad poudaril to, da čudnežnega recepta za dosego tovrstnega rezultata ni. Jaz lahko povem, pokažem, spodbujam, vse skupaj bo pa na tebi, da boš to dejansko tudi naredila. Jaz mislim, da bo kap po tem, kar mi je povedal. Vedel sem, da je slabo, ampak da je pa toliko slabo, pa me kar malo skrbi. Pa še fora v tem, da nisem več toliko mlad, 36. Ne vem, fajn, da sem vsaj izvedel. Vedel sem, da je slabo, ampak ko mi čakam, da bomo čez 2 meseca od danes, vsaj to. Tukaj ima podaril vsakemu ene športne copate za dober trening našega partnerja, sponzorja planetfit.si. Vam podarja Maribo športne copate. Naj vam služijo in pričakujem, da bo v koncu preobrazbe, da bojo te copati brez podplat, ker jih bosta skurila. Ok, hvala, Edek Mrz. Zdaj gre pa zares. Pred Valerijo in Andrejem so težki in naporni meseci. Upam, da se bosta držala Edotovih navodil, imata mojo podporo, prihodnji oddaji pa trenirata na mestni plaži. Pričakujemo vroče sonce, številna razgreta telesa v kopalkah. Se vidimo naslednja sreda. Čau. Zdaj imam recimo metabolizem, pa videz tega starega avtomobila, pa tudi širino. Pol bom pa tak ta motor. Glede, vitek pa zgleda čist hud, nabrit.